Kaj je lahko najboljši napotek za vsakega voznika? Da je vožnjo treba prilagoditi razmeram, a ne? Ali pa da ostane doma, če je zunaj konec sveta, kot pravijo, ob kaki hudi nevihti. Saj bo hitro konec, pa gremo potem na pot. Včasih pa se stvari zgodijo nenadoma in je treba odreagirati takoj v istem hipu, ker sicer je lahko že prepozno. Mater, sem pameten, ne? Ampak eno je teorija, praksa je pa vsekakor drugo. Andrej, zakaj je treba tudi vožnjo ves čas trenirati? Ker se vožnja ne razlikuje bistveno od ostalih poglavij. Vsaka stvar, torej vaja dela mojstra. In tudi pri vožnji se rabimo neko kondicijo, neko izkušnjo, neko prakso in nenazadnje prilagodljivost. Namreč vožnja, pogoji se spreminjajo, avtomobili se spreminjajo, promet se spreminja in fajn je, če tudi testiramo oziroma treniramo. Kaj pa je najbolj pogosta napaka, ki jo delamo vozniki? Torej, z mlajšo generacijo vidim, da se je precej izboljšalo, saj bom rekel, tale zavedanje oziroma obvladovanje veščine vožnje. Seveda je pa, bom rekel, promet dostikrat v korelaciji stanja duha v družbi. Ljudje smo napeti, življenjski ritem je čedalje hitrejši in to se tudi odraža v prometu. Torej, ta nestrpnost kdaj je pretirana. Kaj je zate najbolj pomembna komponenta pri avtomobilu? Torej, starodavni rek, ki je še vedno aktualen, pravi, da nikoli se ne špara pri gumah in pri zavorah. Kakšne pnevmatike so zate boljše? Bolj mehke, da imajo dober oprijem, ali da imajo boljše odvodnjavanje? Torej, zelo odvisno, kje jih bomo uporabljali. Če govorimo o dinamičnem načinu vožnje, potem seveda je oprijem še toliko pomembnejši, ker želimo ta avtomobilski performans maksimalno izkoristiti in brez dobre gume nam to zagotovo ne bo uspelo. Torej, če vozimo na skrajni meji, je dovolj nekaj krogov, da bojo gume se obrabile in bojo potrebne za zamenjavo. Saj veste, za svojo varnost lahko veliko naredite že sami, tako da redno preverjate tlak v pnevmatikah in jih zamenjate, ko je čas za to. Pri takih temperaturah se zimske pač ne obnesejo več dobro, a ne? Zakaj je lahko dinamičen voznik tudi varen voznik? Torej, če podrazumevamo, da ima dinamičen voznik neko afiniteto do vožnje, torej beri izkušnje, potem lahko to v rednem prometu izkoristi kot prednost, seveda pri tem, da upošteva tudi hitrostne omejitve. Kaj je najbolj pomembno, ko pripelješ do ovinka? Torej, v primeru, če nam ovinek ni poznan in predvidevamo, da je ostrejši, moramo prilagoditi hitrost. Torej, zaviramo pred ovinkom, ne v ovinku. In kaj naredimo, če kar naenkrat pred sabo vidimo oviro? Probamo maksimalno hitro se ustaviti oziroma se oviri izogniti, če je to le možno. Kako hitro in hkrati varno odpeljati ovinek? Torej, pri tem je treba upoštevati hitrost ustrezno in pa seveda znotraj ovinka poiskati idealno linijo, ki nam omogoča čim hitrejšo in čim varnejšo izpeljavo. Kdaj veš, da si dober voznik? Zdaj, če govorimo o dirkaški vožnji, na dirkališču je štoparca tista, ki pove, koliko smo hitri. Kar se tiče običajnega prometa, seveda čim manj nevšečnosti, oziroma bi rekel zavedanje, kaj vse se lahko zgodi na cesti. Zakaj misliš, da boš po današnjem treningu bolj varen voznik? Zato, ker se v bistvu vidimo, koliko je hitrost nepredvidljiva, pa ker smo se v bistvu tudi mogoče naučili primerno odreagirati do neke mere. Zato, ker smo spoznali veliko enih teoretičnih primerov. Torej, v teoriji smo povedali, kako je varno in hitro odvoziti neke ovinke, a hkrati smo pa potem to tudi sprobali v praksi.
ful je dobro, ker lahko iz lastnih izkušenj povem, da sem kot mulc mislil, da sem najboljši voznik na svetu, z leti pa ugotavljam, da sem samo še dober. Pa sploh ne zato, ker ne bi bil tako hud kot Andrej, ampak ker z leti na vožnjo gledaš drugače in na koncu dneva hočeš pač cel priti domov, ne pa vedno prvi, pol pa enkrat sploh ne.